Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju petkovih dogodkov dneva. Na celjskem sejmu so odprli marčevski peterček. V mestni občini Celje nadaljujejo z urejanjem kolesarskih povezav. Mladi iz turškega Gaziantepa na obisku v Celju. Celjski hokejisti sezono končali v polfinalu regionalne lige. Na celjskem sejmu so danes odprli kar 5 marčnih sejmov. Do nedelje boste tako lahko obiskali nekaj že znanih sejmov, Altermet in Green Vita, Festival kave Slovenije in API Slovenija, ki so jim letos dodali še dneve lovstva in ribištva. Na vse sejme je možno vstopiti z eno vstopnico, ob dogajanjih na razstavnih prostorih pa organizatorji obljubljajo še številne izobraževalne in razvedrilne vsebine. Prvi letošnji sejmski dogodki na celjsko sejmišče vabijo ljubitelje zdravega načina življenja in kave, ribiče in lovce ter čebelarje. 4 sejmske dogodke so otvorili danes, API Slovenija pa bo tradicionalno potekal le med vikendom. Sejmi so že od nekdaj bili prostor, kjer se v bistvu združujejo podjetja, se tkejo nove vezi, se mrežijo, se promovirajo in so vedno predstavljali pomembno gonilo gospodarskega razvoja in napredka. Zagon dejavnosti po epidemiji pa je dokaz, da podjetja in ostali deležniki tudi danes v dobi digitalizacije nujno potrebujejo sejme in interakcijo v živo. Letos pričakujejo, da se bo po celjskem sejmišču v 3 dneh sprehodilo tudi do 20.000 obiskovalcev, kar je približno toliko kot pred epidemijo. So pa letos v spomladanski termin prvič vključili dneve ribištva in lovstva. Tako se Čebelarski zvezi, ki s celjskim sejmom sodeluje že desetletja, pridružujeta še Lovska in Ribiška zveza Slovenije. Veliko stvari se bo zgodilo skozi ta sejem, res je. Lovci imamo kar nekaj za pokazati. Nismo zgolj upravljalci oziroma upravljamo z divjadjo. Vidite, da se ukvarjamo s kulturo, imeli bomo državno prvenstvo v ponašanju jelenega ruka. Nekaj praktičnih aktivnosti boste lahko sledili na našem razstavnem prostoru Lovske zveze Slovenije. Prepričan sem, da bomo imeli kaj za pokazati in da se nam boste lahko z veseljem pridružili na teh razstavnih prostorih. Izjemno vesel sem, da se je celjski sejem kot najpomembnejša sejemska hiša, ne samo v Sloveniji, ampak daleč naokoli, odločila, da da priložnost tudi nam, lovcem in ribičem, da pokažemo ne samo, da smo tisti, ki stojimo za vodo in lovimo ribe, ampak da smo predvsem in pri vrsti naravovarstveniki. In to je tisto, kar želimo pokazati na skupnem razstavnem prostoru, ker bomo skupaj z Zveze ribiških družin Celje pokazali, kaj ribiči delamo. Na sejmišču se predstavlja več kot 300 razstavljavcev iz Slovenije in tujine, obljubljajo preko 130 različnih spremljevalnih dogodkov. Pestrega sejmskega vrveža se veselijo tudi na mestni občini Celje. Na začetku svojega županskega mandata sem si skupaj z ekipo sodelavcev zastavil 5 temeljnih ciljev, ki jih želimo zasledovati pri razvoju tega mesta. Med njimi je tudi eden z naslovom Zeleno mesto po meri ljudi. In ravno med vsebinami, ki jih združujete v tokratnem sejemskem dogodku, se številne izmed teh vrednot še posebej poudarjajo. Tudi Celje je zelo ponosno na zeleno naravno okolico, ki obdaja to mesto, in kot mestna občina Celje vsi in si bomo prizadevali te vrednote tudi varovati v sodelovanju seveda z vsemi deležniki. Sejmi bodo odprti še v soboto od 9 do 18 in v nedeljo od 9 do 17. Cena vstopnice za odrasle je 10 evrov. V mestni občini Celje so v prejšnjih dneh nadaljevali z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah v okviru EU projekta Mreža kolesarskih povezav v mestni občini Celje. Projekt je vreden 2,5 milijona evrov, lastni delež mestne občine Celje pri projektu pa znaša 662 tisoč evrov. V nekaterih ulicah je po projektu predvidena tudi sprememba prometne ureditve. V ta namen bodo nekatera obstoječa parkirna mesta preurejena kot del kolesarske poti.
S tem ukrepom bomo zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati pa spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza. V Jenkovi ulici bo tako preurejenih 8, v Kosovelovi pa 18 parkirnih mest. Za stranke in obiskovalce bližnjih šol, ki so doslej parkirali na teh mestih, smo nadomestna parkirišča uredili nasproti prve osnovne šole. V ulici Frankolovskih žrtev na območju pri vrtcu bo kolesarska povezava urejena v obliki mešanega prometa, tako imenovana šerov. V delu od dvignjenega prehoda za pešce do križišča z Mariborsko cesto pa bo sta urejena kolesarska pasova. Na obisku v Celju se ta teden mudi skupina mladih iz turškega mesta Gaziantep, ki ga je letos močno prizadel potres. Celje pa je z njim pobrateno od leta 2014. Mladi so svoj obisk v knežjem mestu začeli na Celjski koči, kjer so jih peljali na nočni pohod z baklami. V sredo so si ogledali Stari grad, staro mestno jedro, Tropsko hišo in Celjski mladinski center, v četrtek pa jih je na mestni občini Celje sprejel župan Matija Kovač, ki jim je predal darilo za njihovo županjo. Gostje iz Turčije so županu med drugim podarili personaliziran dres svojega nogometnega kluba in ga povabili na uraden obisk v Gaziantep, željo, da bi bil prav to njegov prvi uradni obisk v tujini. Celjska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti je v Celjskem domu pripravila prireditev v plesnem vrtincu, na kateri so se predstavile plesne šole iz mestne občine Celje ter občin Vojnik, Dobrna in Štore. V plesnem vrtincu je območna prireditev Celjske izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jo leta vsako leto pripravi za plesne skupine iz svojega območja, kot prerez enoletnega ustvarjanja na področju sodobnega plesa. Prireditev je potekala v četrtek 16. marca v Celjskem domu, na popoldanski, ki smo jo obiskali tudi mi, in večerni prireditvi. Letošnja bera je pravzaprav bogata, saj se je predstavilo kar 38 plesnih točk. Ja, moram reči, da imamo letos, mislim, da je rekordno število koreografij, kar 38, 19 v prvem delu. Ja, je živahno, zelo živahno in zelo veselo in odlične, sigurno dobre koreografije vmes. Tudi nove plesne šole se pojavljajo in Celje, kot vedno, je zelo kvalitetno na tem področju. S svojimi plesnimi koreografijami pa so sodelovali tako najmlajši, kot tudi malce starejši ustvarjalci sodobnega plesa. Nastopili so iz 3 tradicionalnih plesnih skupin, ki v Celju deluje že vrsto let, torej Plesnega foruma Celje, zaplesali so pod koreografskim vodstvom Gordane Stefanović-Erjavec, Harlekina, Društva za umetnost plesa Celje, pod koreografskim vodstvom Tanje Vergles in Ana Marije Bagarič, ter Hiše umetnosti in plesnega teatra Igen Celje pod koreografskim vodstvom Anite Čandi in Eve Janković. K tem pa so se v zadnjih letih priključili še Glasbena šola Celje, kjer izvajajo plesno dejavnost od leta 2015 in poleg klasičnega baleta poučujejo tudi sodobni ples. Tokrat so se predstavili pod koreografskim vodstvom Sandre Koren ter športno in kulturno umetniško društvo M-Teater Celje v koreografiji Hane Rotar. Prav Celje tudi v nacionalnem merilu visoko kotira na področju sodobnega plesa, kar je poudarila tudi letošnja regijska selektorica Andreja Kopač, ki je strokovno spremljala celotno prireditev, z mentorji opravila strokovni pogovor, najboljše pa bo izbrala tudi za udeležbo na regijskem nivoju. In kako ocenjuje splošni nivo po ogledanem prvem sklopu? Me izredno veseli, da po covidnih letih se spet celjski ustvarjalci oziroma ustvarjalke, plesalci, plesalke spet srečajo skupaj na enem mestu in tokrat je bilo tudi nekaj posebnega, zaradi tega bilo je ogromno število točk, vidim določen napredek, zelo dobro pa je, ko te mlade ljudi, te mlade plesalce skupaj srečaš na enem mestu. Jaz sem regijska selektorica že 4. leto, tako lahko tudi, to je moja zadnji mandat, ampak lahko sem v teh 4 letih zabeležila v bistvu njihov napredek. Tako bom rekla plesalcev kot tudi mentoric, žal ne mentorjev v tem mlajšem delu, ampak lahko rečem, da je bilo zelo uspešno in da sem na nek način zelo
vesela v smislu tega, kako se razvija plesna ustvarjalnost mladih. Vsi pa vemo že v celi Sloveniji, da je ta celjska, velenjska regija, tudi Laško zraven, ena izmed najmočnejših v Sloveniji. Obisk letošnjih območnih prireditev pa je pričela prav v Celju. To se pravi, prav danes je 16.3., to se pravi, danes je prvi dan, začetek, 31.3. grem potem v Vulzenico, potem imam pa še selekcijo v Velenju, to se pravi, Laško me še čaka, mislim, da tudi bom videla še, kako je še z enim krajem, ampak potem je pa v bistvu na podlagi teh 5 srečanj, potem pripravim program za regijsko srečanje. V Celjskem domu je torej bil resnično pravi plesni vrvež, saj je, kot smo slišali, na letošnji celjski območni prireditvi v Plesnem vrtincu sodelovalo skupno kar okoli 300 mladih nadobudnih plesalcev. Z našo kamero pa smo ujeli tudi nekaj mladih plesalk, ter jih povprašali, kaj jim ples in plesno ustvarjanje pomenita. Pomeni mi zelo veliko, mislim, ustvarjalnost, seveda v ples dam vso svojo energijo, in se v plesu zelo rada sprostim. Zelo mi veliko pomeni, ja. In kako dolgo že plešeš? Približno 4-5 let. Zelo veliko mi pomeni, zaradi tega, ker jaz se s plesom ukvarjam že zdaj 11 let. In že kot majhna sem rada plesala in potem, ko sem se pač vpisala sem v plesno šolo, sem v bistvu, se je ta ljubezen do plesa se je še povečala in v bistvu zdaj usvajam nove cilje, nove zmage, tekmujem, rada imam svojo plesno skupino, svojo soplesalko, s katero tudi že dolgo pleševa skupaj in mi je v bistvu ples mi zelo veliko pomeni. V bistvu ta ples, ko ga jaz plešem, je bolj sodobni ples in ta sodobni ples mi predvsem svobodo predstavlja, pa tudi ustvarjalnost, pa veliko gibanja, ne. Včasih tudi malo gimnastike, ki je zraven. Več o letošnji območni reviji plesnih skupin v Plesnem vrtincu in odmevih nanjo pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Hokejisti Celja so v mednarodni regionalni IHL ligi tekmovanja končali v polfinalu. V polfinalni seriji na 3 zmage so bili boljši Jeseničani, ki so slavili s 3-0 v zmagah. Gorenjci so v sredo 4-1 slavili na 3. tekmi v Celju. Jeseničani so v Celje pripotovali trdno odločeni, da že po 3 tekmah zaključijo polfinalno serijo in se uvrstijo v finale. Celjani so sicer prikazali všečno igro, priigrali so si veliko priložnosti, a nikakor niso uspeli premagati gostujočega vratarja Avsenika. Gorenjci so v prvi in drugi tretjini zadeli po enkrat, sredi zadnje je nekaj upanja Celjanom, z zadetkom vrnil Grahut, toda sledil je hiter odgovor gostov, ki so do konca zadeli še 2-krat in srečanje mirno pripeljali do konca. Cel ta polfinale ni bil slab, mogoče res prvo pa tole tekmo danes, da smo si zaslužili več, da smo pokazali veliko hokeja, da so fantje res, mislim, ne moram nobenemu nič očitati, vsi so pustili srce na ledu, na koncu pa vse vemo, v športu to včasih ni dovolj. Ja, današnja tekma je bila zelo podobna prvi tekmi, no. Imeli smo priložnosti, žal je za to serijo bil jeseniški gol začaran za nas, ni šlo not in če daš 2 gola v celi seriji, težko zmagaš kakršnokoli tekmo. To je šport, roko na srce smo pričakovali nekoliko več. Žal se je ta naša zgodba končala v polfinalu proti Jesenicam. Ampak ja, danes smo razočarani zaradi poraza, ampak če pa potegnemo črto pod sezono, je tole prelomna sezona za celjski hokej. Smo 3. klub v državi z jasno vizijo za naprej, tako da na koncu koncev uspešna sezona. Da so Jeseničani Celjane vzeli maksimalno resno, pove tudi podatek, da so vse 3 tekme, kljub istočasnemu igranju končnice v Alpski ligi, odigrali z večino prvega moštva. Tudi oni so vedeli, da bodo to težke tekme, no, tako da ja, lahko rečem, kljub vsemu smo mi danes pokazali res dober, lep hokej, na koncu nam ni šlo, žal, tako da smo takole končali sezono. Tudi po izjavah njihovega trenerja v začetku sezone so oni videli, da se tu v Celju gradi neka dobra zgodba, da imamo nek sistem, nek smisel igre
in da ne bojo mogli kar z mladinsko ekipo prijeti pa nas premagati, tako da tudi to pokaže neko vrsto spoštovanja do našega kluba. No. Mi na to nimamo vpliva, to je pač, so pravila zveze, ki to omogočajo. Na koncu koncev tudi čisto pošteno, da igrajo v najmočnejši postavi, da tudi mi vidimo, kje je naše mesto in ni problema po pravilih. V celjskem klubu so lahko kljub polfinalnemu porazu zadovoljni z letošnjo sezono. Jaz bom tako rekel, ne glede na vse, na ta polfinale, sezona je bila zelo uspešna, kot že večkrat sem poudaril, da so se fantje veliko naučili, en velik korak naprej naredili, napredovali hokejsko, tako da jaz povzetek sezone bom potegnil tako, da je za mene zelo uspešen. Sezona, ja, tisto tretje mesto, kar je bil glavni cilj naš, smo dosegli, kar je zelo pozitivna stvar. V končnico smo šli iz prvega mesta, potem pa končnica se lahko zgodi kar vse v bistvu in žal se nam letos ni šlo, ampak verjamem, da smo veliko izkušenj pridobili si letos za naslednja leta, ko bojo prišli take pomembne tekme. Mi smo že drugo leto zapored v vseh tekmovanjih slovenskega državnega prvenstva in mednarodne lige IHL nastopali z vsemi možnimi selekcijami, kar je prvotni cilj kluba, da imamo ves podmladek, da delujemo na vseh nivojih. Ta članska ekipa je samo češnja na torti, ki jo moramo pa seveda za naslednje leto še nekoliko oblikovati, da bo še bolj konkurenčna v prihajajoči Alpski ligi. Po koncu sezone bodo Celjani dobili nekaj prostih tednov, nato pa bodo že začeli s pripravami na prihodnjo sezono, v kateri jih čaka tudi igranje v Alpski ligi. Zdaj smo eno zgodbo zaključili, tako da v naslednjih mesecih, kot ste rekli, pa začnemo delo priprave za naslednjo sezono. Ja, še posebej zdajle tale play-off, mi nismo bili navajeni čez sezono, res je bil, ni bilo nekega pravega tempa v naši ligi. Zdaj, ko se je pa začela ta končnica, pa bil malo večji tempo, tako da smo malo izčrpani, ampak teden, dva pa naprej se pripravljamo za naslednjo sezono v Alpski ligi. Čaka nas ogromno dela, da se organizacijsko in finančno pripravimo do septembra, ko se začne nova sezona. Zdaj nekje osnovni obrisi organizacije, ekipe so znani, tako da tu ne bo večjih sprememb. Bomo pa vsekakor naleteli na kakšno novo stvar. To je po moje cilj vsakega hokejista, ki je kdaj igral v Celju, da zaigra na višjem nivoju v Celju in jaz res komaj čakam naslednjo sezono in upam, da bomo napolnili tole tribuno vsako tekmo. Jaz mislim, da kar kmalu, da se bomo videli, da bomo vse skupaj malo povzeli, malo predebatirali. Tako da najprej pa naj odklopijo glave od hokeja, saj so si zaslužili konec koncev, tudi še enkrat poudarjam, tudi ta kompletna serija, polfinalna je bila za nas samo v bistvu druga tekma je bila zgubljena, no, tako da prvo pa tretjo tekmo pa ne morem nobenemu očitati, ker so res od prvega do zadnjega pustili srce na ledu, pokazali všečen hokej, tako da smo res dobro namatrali Jesenice. Jutri bo oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bo nekaj več oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. To so bili še petkovi dogodki dneva, hvala, ker ste bili v naši družbi. Z dogodki dneva vas znova obveščamo v ponedeljek. Nasvidenje.